Košnje se danes zelo razlikujejo od tiste nekoč. V preteklosti se je na travniku zgodaj zjutraj zbralo veliko kosov, ki so se postavili v vrsto in začeli drug za drugim ročno kositi rosno travo. Danes kmetje z mehanizacijo kosijo suho travo. Se je pa na travniku, kot vidite, v vrsto postavila strojna mehanizacija gostitelja Agromehanike in ostalih sodelujočih, ki se bodo predstavili na demonstraciji gorskih traktorjev AGT, Antonio Carraro in Deutz Fahr. Letošnje leto je zaradi koronavirusa majhno okrnjeno, kar se tiče sejmarjenja, tako da smo obnovili tradicijo prikazov strojev v delovanju in seveda najlepša zahvala gostiteljem, to je gostilna Dobnikar, da nam je dala ta lep prostor, seveda v takem lepem vremenu, da izvršimo demonstracije. Zahvala gre seveda tudi ostalim sodelujočim, tukaj so prisotni še Ino iz Brežic, potem Krpan in pa Fužinar. Vsi skupaj bomo izvršili, jaz upam, tudi za drage goste eno lepo demonstracijo oziroma prikaz delovanja strojev na terenu. Pri Agromehaniki so se odločili za traktor nove generacije, odlikujejo ga. Največje njegove prednosti trenutno so Euro 5 motor, ki smo nekako eni redki, ki smo to do zdaj v tem času ugradili. Potem tudi hidravlične zavore, katere so zelo pomembne za varnost. In potem tudi nov reverzibilni sistem, kar pomeni, da je obračanje volana in sedeža še enostavnejše. Bistvo je pa tega traktorja tudi to, da se vse prestavne ročice, kot je plin, kot je zavora in kot je sklopka, premaknejo skupaj z sedežem in volanom. Tako da se ergonomija traktorja načeloma ne spremeni. Z določenimi tehničnimi dodatki traktor AGT 1060 lahko uporabljamo tudi za komunalna opravila in v gozdarstvu. Zahvaljujoč majhnemu krogu obračanja, stalnemu štirikolesnemu pogonu ter nizkemu težišču pa smo se lahko na demonstraciji prepričali, da se traktor odlično izkaže na hribovitem terenu. Luka pa še ponosno doda. Je zelo pomembno omeniti, da je ta traktor oziroma edini traktor, ki je narejen v Sloveniji, in to je tudi naša edina znamka traktorjev, ki se proizvaja v Sloveniji, in tako da sem zelo ponosen. Traktorjem so se na demonstraciji lepo podali tudi priključki, ki jih je predstavil Ino Brežice. Danes smo pripeljali univerzalni mulčer Euro Mini 185, ki je najbolj primeren za manjše traktorje, kot so recimo AGT, Antonio Carraro. Potem smo pa še pripeljali s seboj malo večjega njegovega brata, bi rekel Euro L, 1,90 m dolžine, tudi kombiniran mulčer, pa komunalno različico mulčerja MKS Plus, ki je pa primeren za večje traktorje, za komunalno urejanje, za gozdne poti, za brežine, za grabe za čistiti. Se pravi, takšen splošen univerzalni mulčer. Poleg novega traktorja AGT 1060 pa se je na dogodku predstavil tudi nov traktor Infinity Carraro, ki je sploh prvi prodan v Sloveniji, program Deutz Fahr in seveda vse te znane slovenske proizvajalce, katerim se zelo zahvaljujem. Z nami je Krpan iz Šmarja pri Jelšah, z nami so Ino Brežice, Fužinar. Se pravi, upam, da smo Slovenci prišli do tega, da se lahko zanašamo tudi na svojo kvaliteto, na svojo proizvodnjo. Podjetje Agromehanika je že več kot 50 let sinonim za kakovost, zanesljivost in razvoj lastnosti, ki jih priznavajo številni kmetje in poslovni partnerji. Takole, jaz sem pa tukaj na dogodku od Agromehanike našla dva ponosna uporabnika traktorjev AGT in povejte mi, kako sta zadovoljna samim traktorjem? Ja, jaz moram reči, da sem zadovoljen, nisem še dolgo lastnik tega traktorja, vendar to, kar ga rabim, mi odgovarja, tako da bi kar priporočil ta nakup tudi ostalim. Pa vi? Jaz imam gozdarsko izvedbo in moram reči, da sem zelo zadovoljen, ker tudi v terenih, ker sem mislil, da ne bom šel, zdaj lahko grem. Se dobro izkaže na takih strmih področjih. Tako. Ja. Kako vam je pa všeč danes tale prezentacija? Ja, super. Bom rekel, po dolgem času se spet družimo in smo veseli in gledamo traktorje. Ja, pa vi? Ja, lepo vreme, dobra organizacija, dobre stroji, tudi primerno času. Meni pa je najbolj v spominu ostal novi AGT 1060, kako je kar v driftu učinkovito pokosil strmino.